Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Danes je 2. april, 1. aprila pa smo že nekoliko naveličani in od njega tudi utrujeni. In če si lahko dovolim kratko opazko, če sem včeraj prelistaval medije, časopise z določeno mero skepse, danes, ko odpiram časopis, ugotavljam, da bi bilo morda dobro, da bi se podobne skepse loteval tudi v prihodnje ob branju časopisov. Ideja. Vladajoča SDS se spozna na nove tehnologije. Domiselno se ukvarja celo s spletnimi anketami. Žurnal 24 je razkril, da je SDS manipulirala z njihovo spletno anketo tako, da je strankin računalnik pošiljal po 10 glasov na sekundo za Janeza Janšo. Zato naj bi poskrbel Aljoša Ločičnik, ki so ga pred leti obravnavali tudi operativci Sove, ko so raziskovali, kdo je na spletnem naslovu Udba.net objavil seznam njenih tajnih sodelavcev. Zavest je takratno delo Sove komentiral nekdanji direktor Iztok Podbregar. Ko se je ugotovilo, da to presega pristojnosti Slovenske obveščevalno-varnostne agencije oziroma da gre na širše varnostno področje, za katerega je pristojna slovenska policija, smo zadevo predali policiji, zelo korektno z njimi upravili kar nekaj sestankov in potem delali naprej po njihovih usmeritvah in njihovih navodilih. Prejšnji teden je brezplačnik Žurnal 24 zasačil vladajočo stranko SDS, da manipulira s spletno anketo, ki jo je objavil ta časopis. Ugotovili so, da je SDS sprogramirala svoj računalnik tako, da je na anketo pošiljal po 10 glasov na sekundo v korist Janeza Janše. Računalnik je poslal preko 115.000 glasov in Janša je na koncu povedal za skoraj 95%. Še dobro, da ni dobil 110%. V takšnih okoliščinah lahko torej z zanimanjem pričakujemo dan, ko bodo uvedene elektronske volitve, kar želi Janševa SDS. Slovenska demokratska stranka je bila zalotena na delo. Približno tako, kot naj bi jo zalotila Sova, ko je bil objavljen Udba.net. Ali pa ko je Sova posnela, da naj bi se Janša s Sanaderjem dogovarjal za organizacijo mejnih incidentov v Piranskem zalivu. Janšev cilj takrat naj bi bil, da bi prejšnja vlada pred volitvami izpadla nesposobna reševati mejne zadeve. Kot vidimo, danes si SDS privošči manipuliranje anket in zato je že lažje verjeti, da si je Janša tudi leta 2004 dovolil manipuliranje z mejnimi incidenti. Na tej točki je možno reči, da na takšen ali drugačen način manipulirajo vse politične stranke, tako kot je bila denimo manipulacija globalnih razsežnosti predstavljanje ameriških argumentov za napad na Irak. Tudi SDS je bila v svojih metodah tokrat razkrinkana. Če bomo zasačili še kakšno drugo stranko, bomo to objavili. Volivci naj vedo, katere stranke jih razumejo zgolj kot objekt manipulacije. Ljubljanski kinodvor je zaprt. Direktor Slovenske kinoteke Staš Ravter je v javnem pismu zapisal: z nerešenim statusom, brez zagotovljenega financiranja, pogodbe strani MOL-a in možnosti zaposlitve najnujnejšega strokovnega kadra, kinodvor žal ne more ustrezno delovati. Konec citata. Na to so ponoči zamenjali ključavnico. Jaz sem Uroš Zorman z Animateke, zdaj sem prišel tudi sam pogledati, če lahko pridemo do svoje pisarne in ta vrata so pač zaklenjena. Kaj ključa nimaš? Ne, ključe so pač po noči zamenjali, ključavnico so zamenjali. Poslanka Zares Majda Širca je samovoljno odločitev zaprtja kinodvora komentirala kot nedopustno dejanje. To, kar je pa res nerazumljivo in tudi za 1. april nerazložljivo, je dejstvo, da danes imamo tukaj napovedan program, da ni nobenega obvestila, da tega programa ne bo. Da je konec koncev je to javno dobro, da je javna inštitucija, ki ljudem zagotavlja nek interes, sedaj ga pa meni nič, tebi nič odvzema. In še huje je to, da to sploh ni lastnina države, ampak da so prostori, ki jih je do sedaj država dobila brezplačno v uporabo strani mestne občine Ljubljana. Proti večeru so se na prizorišču zbrali nekdani zaposleni v kinodvoru in njihovi podporniki. Jutri se pridružimo tudi mi. Pojutrišnjem nas bo že 500. Dan zatem morda 1000. In to toliko časa, dokler ne pridemo vsi. Očitno je kinoteka zaprla dvor in zdaj smo tle
malo protestiramo. Ljubljanski podžupan Jani Möderndorfer je ob tem povedal, da bodo zaradi Ravtarjeve poteze pospešili ustanovitev javnega zavoda Kinodvor. Starš Ravtar, ki je kot kaže dosegel, kar je nameraval, pa nam je zagotovil, da je zaprtje Kinodvora samo začasna rešitev. Začasna! Kinodvor smo bili prisiljeni zapreti zaradi neurejene situacije, vendar moram poudariti, da je zaprt začasno. Vse bomo naredili, da bo čim prej spet odprt, seveda v drugačnih okoliščinah in v drugačnimi predpostavkami. Zelo pa me veseli, da so mediji dokazali, da Kinodvor je atraktiven in v zavesti Ljubljančanov in nujno potreben za ta kulturni prostor. Po zadnjih informacijah so iz Kinodvora že odstranili kinoprojektor, toliko o začasnosti. Davkarija je odposlala prve dohodninske napovedi. Iztok Vernik, šef službe za stike z javnostmi na Dursu, je ob tem povedal, kako zahtevno je njihovo delo. Je stališče organizacije, stališča notranjih procesov izredno kompliciran, tudi zaradi tega, ker izračuni dohodnine potekajo na programski opremi, ki je stara 18 let. In verjetno si vsi znajo predstavljati, kaj pomeni, če se vozi z 18 let starim avtomobilom. Konec marca je bilo v Atenah plenarno zasedanje Evrosredozemske parlamentarne skupščine. Člana delegacije Državnega zbora Marko Pavliha in Aurelio Juri sta se vrnila z napovedjo, da bo v Portorožu zrasel univerzitetni center za evrosredozemske študije. Lepo. Aurelio Juri je takole pojasnil, kaj se je zgodilo. Je danes postala meso in to z evropskim in mediteranskim pečatom. Ustanovitveno pogodbo bodo svečano, kot je povedal Marko Pavliha, podpisali 9. junija. Oktobra pa naj bi sredozemskim študentom ponudili že prvi podiplomski študij. Naj povem, da je ta datum jasno tisti v najbolj idealnem scenariju in rekordni. Če nam bo to uspelo, smo res naredili ogromno, ampak zaenkrat še ni prepozno. Slovenija, 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 kulturac. Jazz, funk, rock zasedba Elevators pripravlja novo ploščo. Bobnarju Sergeju Ranđeloviću, basistu Janiju Hacetu in klaviaturistu Davorju Klariču se je pridružil še kitarist Robi Pikl. Elevators, jaz sem fan. Na ljubljanskih ulicah in trgih so se že pričeli nabirati glasbeniki z vseh koncev sveta. Upam, da ne spet iz Peruja, ali kaj so že. Oni, ki imajo Madonna mikrofone, pa frštrkarijo. Pa v bistvu sta samo dva na vsakem trgu. Na Šuštarskem mostu smo ujeli lutkarja in videoanimatorja s tamburico Sebastiana Frabulea. Francoz. Jaz sem Francoz. A ti si Francoz? Res? Res. Ampak govoriš pa slovensko? Slabo. I'm European. No. The real one. Nice. Še vreme? Enkrat je mraz, enkrat je vroče. Jebeš tako vlado. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.